Če še čist na kratko, že tu v čist začetku zakona imamo definirano kakovost hrane, ki je navedena kot nek skupek lastnosti, ki jih hrana nosi, ki zadovolji potrebe oziroma pričakovanja potrošnika. In taka definicija je zame popolnoma nesprejemljiva, da je to neka subjektivna definicija kakovosti. Konec koncev lahko zdaj tukaj kot to kakovost, ne vem, rečemo, da je vse, kar pač pride na trgovsko polico, ni važno odkot, vse je kvalitetno, ker bo pač to nekomu ustrezalo, drugemu pač ne bo. Kako bo pa takrat potem odreagirati? Kdo bo zdaj vršil nadzor nad to kakovostjo in kako? To je ena. Druga pa pogrešam tudi vključevanje, ne vem, še ostalih podzakonskih veljavnih aktov ali pa aktov, ki so bili v pripravi, pa niso zdaj tukaj v ta zakon o hrani vnešeni, to je recimo te masne bilance, za katere se zdaj že, mislim, da že kar 4. leto teče, trudimo, da bi jih nekako peljali, jih z besedo ne omenimo v tem novem zakonu o hrani. Se pravi, da zakon o hrani ne daje neke teže temu pravilniku in na koncu se zna čisto narediti, da ta pravilnik ne bo veljal, se ne bo izvajal in te sledljivosti, ki jih hočemo na nek način zagotoviti, ne bomo niti na koncu izvajali, pa nas niti ne bo več zanimala. Se koncu na drugi strani se pripravlja Mercosur, mogoče bo pa to komu pasalo. Ampak je